Vitezi Gašperja Lambergarja že vrsto let navdušujejo z osupljivimi koreografijami in predstavami. Na predbožični dan so nas povabili na grad in nam popestrili praznično vzdušje s predstavo Ples z graščakom. Danes ste uprizarjali dogodek Ples z graščakom, pa mi povejte, zakaj točno tak naslov? Ne samo graščak, tudi vsi grajske dame, pa vitezi se zelo rad vrtemo. In zakaj ne bi še povabili druge obiskovalce in turiste, da pridejo k nam, da vidijo, kako se mi zasučemo. Tako da jim je čisto na mesto. Kdo pa sestavlja koreografije? Koreografije pa sestavlja, ne boste verjeli, en zelo znan slovenski baletnik, ki je bil lansko let, v letu 2018, Prešerov nagrajenec za življenjsko delo. To je pa Janez Mejač. Poleg srednjeveških plesov v parih se predstavljajo tudi plesi z zastavami, spretno mečevanje in bruhanje ognja. Predstavo Vitezi Gašperja Lambergarja uprizarjajo že vrsto let. To mogo pa prav po moj beticen malo pobrskati, ampak menim, da je vsaj 10 let odkar to vsak let proti koncu leta devamo in jaz mislim, da je zelo fajn. Ples z graščakom vedno znova obiščajo številni obiskovalci, med njimi tudi tujci. How did you like the show today? I liked it a lot. It was very different. You don't get any of that in the United States. So I like the dance with like the beer cups because I'll dance for beer. It was lovely. Lovely show. I've taken lots of videos to show our little grandson. He likes castles. So, yeah, he loves castles and he loves all the jousting, so he'll be very impressed with that. Do you think that the show was authentic? We don't know. We've not been to Slovenia before, but it looked authentic. I think they did it a lot of justice. Yeah. I feel like I was in 1200s or whatever they were trying to do. I believe them. Zasluge za dober nastop pa gredo k igralcem, saj se morajo vseh plesov dobro naučiti in veliko vaditi. Pri mečevanju pa lahko pride tudi do kakšne nesreče. Drugače imamo kar dosti intenzivnih vaj in vse te koreografije za plese nam je naredil priznan baletnik Janez Mejač. Tako da letos smo enega novega naštudirali, lansko let enega. Vsi ostali so pa že izpred prejšnjih let. Je pa potreben kar precej vaje, pa sčasoma kakšen korak malo pozabiš, ampak zaslišiš muziko, pa kar kojno odpadeš spet nazaj. Kaj pa mečevanje in ostale plesi? Mečevanje pa ponovadi jaz malo učim pa Matjaž, tako da nekako imamo vajo tudi, tako da se izvežbamo do potankosti. Delamo vaje, pa je po novem letu, ki je več časa, kakšen manjši nastop imamo, pa malo smo prost, pa kakšno vajo naredimo, da ven napademo z tega ritma. Moje izkušnje nasploh z nastopanjem v tejle skupini Gašperja Lambergarja so izredno pozitivne, ker v bistvu spoznaš ogromno ljudi, naučiš se nove stvari, tudi kar se plesov tiče. Meni je tudi ples in teater in umetnost mi je nasploh zelo všeč. Tako da v bistvu ta društvo združuje zgodovino, združuje plese, združuje nova znanja, tudi mečevanja, tudi znanja z ognjem in v bistvu same dobre stvari lahko iz tega potegnem. V bistvu ne morem se spomniti nobene negativne izkušnje, ki bi jo imela v času, odkar sem v društvu. Svojo predstavo so Vitezi Gašperja Lambergarja ustvarili lep uvod v praznike in zaključek leta. Nastopajoče pa smo povprašali, kaj si želijo v prihajajočem letu 2020. Za let 2020 si pa želimo čim več takih plesov, čim manj bitk. Upam, da najo Turk spet gor prišli, leta si bil gmah, seveda bomo pa vežbali, tako da bomo zmeraj pripravljeni na njih. Ja, ta prvo zdravje, pa da bo veliko nastopov, ko temu uživamo. Razgamamo pa, da imamo za sprot, smo zadovoljni. Tudi ta prvo zdravje, to se mi zdi, da brez tega res nič ni. Čeprav je to tako obrabljeno, ampak res je tako. Drugače pa tudi jaz, veliko nastopov, dobre družbe, pa tisto, da nam je sprot lepo, pa je to. V bistvu si želim, da bi bili vsi čim bolj srečni, da bi imeli čim več sonca, da bi tudi z našimi nastopi čim več sreče drugim ljudem prinesli. Pa tudi, da bi mi znali v nastopih in tudi posamezno v privatnih življenjih zelo uživati.